Drage gledalke, dragi gledalci, drage poslušalke, dragi poslušalci, v današnjem pogovoru sta naša gosta Klementina in Jernej Bervar, ki se ukvarjata z glasbo. Klementina je zaposlena v podjetju, ki se ukvarja z glasbenim založništvom v New Yorku, je tako, sicer pa pianistka, tudi pravnica, ne? Drži? Ja. Tako? Tako. Jernej, vi ste kitarist, komponist, producent, nastopate po številnih odrih, tudi prejemnik številnih mednarodnih nagrad. Nekako ste zdaj razpeta med New Yorkom in Slovenijo. Prihajate iz Slovenije, zdaj živite v New Yorku, tam imate tudi mlado družino. Kdaj vaju je prvič zamikalo, da bi pokukala v tujino, da bi morda nekaj ustvarila tam, da bi pot svojo glasbeno, poslovno nadaljevala nekje v tujini, Klementina? V bistvu jaz sem se že od nekdaj želela živeti v tujini, da vidim malo, kako to izgleda drugje. Tako da sem že kar nekaj časa razmišljala o tem. Potem prav zares sem začela razmišljati v bistvu na faksu, ko sem v sklopu enih predavanj, smo imeli tam enega docenta, ki je tudi študiral v tujini in vem, da smo se ogromno o tem pogovarjali, kako študij v tujini izgleda. In takrat nam je svetoval, je rekel, da če le imamo možnost, da probamo, mogoče v okviru kakšne študijske izmenjave ali pa da gremo mogoče na podiplomski študij v tujino, da dobimo še tisto eno dodatno širino, da vidimo, kako študij v tujini izgleda, ker je le malo drugače. Tako da takrat sem dobila res tisto željo, da bi šla. Jernej je v bistvu šel v Ameriko pred mano in sem ga jaz tam obiskala in sem potem videla ta faks in program glasbenega menedžmenta, ki ga imajo, in se mi je zdelo zelo zanimivo, ker sem lahko združila to svojo strast do glasbe in prava. In sem se potem odločila, da naredim audicijo, sem bila sprejeta, dobila štipendijo in sem se preselila 9 let nazaj v Ameriko. In vi, Jernej, kako je pri vas? Pri meni je bilo tako, da jaz sem že od malega glasben navdušenec in vedno se je ponavljal taki isti neki proces. Takrat so še bili CD-ji, ne? In vedno, ko sem gledal noter te CD-je, sem videl pač te glasbenike, kateri so mi bili fascinantni in všeč. In vedno se je ponavljal ta Berklee College of Music, vsi so študirali na Berkeleyju in potem nekako normalno pride do tega, da si rečeš v določenem trenutku, bi pa bilo super, če bi tudi jaz šel. No, jaz sem potem kasneje študiral v Celovcu pri profesoru Vališu. In profesor Vališ je tudi študiral na Berkeleyju takrat. In v sklopu mojega študija takrat je rekel gospod Vališ, da je bilo dobro, da bi mogoče tudi jaz poskusil to. In potem sem prišel domov in takrat je že potem bil tudi internet in sem pogooglal Berkeley in sem videl, da oni delajo v bistvu spremne izpite tudi v Evropi. Na kar sem se odločil, da bom šel v Pariz takrat delati spremne. In sem tudi opravil spremljen, sem tudi dobil takrat štipendijo in se kasneje odpravil bolj v Boston. Kako so takrat na to vajno odločitev, da gresta v tujino gledali vajni domači, vajni vrstniki, recimo? Kako je bilo to? Različno. Mislim, večini so naj zelo podpirali, predvsem starši. Moji starši, moram povedati, da moja mama je zelo velika navdušenka nad glasbo, tako da ko sem jaz njej rekla, da grem nazaj v glasbo, je bila čisto navdušena in oba starša sta me zelo podpirala, tudi prijatelji. Tu pa tam se je našla katera oseba, ki je rekla, pa zakaj spet naprej študirati, se že imaš eno diplomo, ne, službo najti, hišo kupiti, pa tak naprej, ampak v večini primerov so pa zelo si podpirali najno odločitev. Jaz bi si tudi dodal, recimo, da je zelo zanimivo, ne, da naši starši so so res podpirali najo, čeprav si takrat niso znali sploh predstavljati, kaj to pomeni, pa kaj bo to za sebe potegnilo. In takrat je bilo zelo zanimivo, mislim, ta starševska podpora je nama ogromno pomenila in brez tega tudi takrat ne bi mogla iti sploh v Ameriko, ker je zelo težko iti, če nimaš te podpore, da veš, da tudi če se vrneš, recimo, ne, da si sprejet v neko okolje, kjer je toplo in te bo seveda sprejeli. Je iz tega stališča nama bilo dosti lažje, ker poznamo ogromno ljudi, kateri so bili
prisiljeni iti v tujino. Ne? V najnem primeru ni bilo tako, mi smo šla izključno zaradi tega, ker smo si to želela, pa ker nam je bilo fajn in naši starši so bili in družina je bila temu zelo naklonjena. Pa ste si rekla, v tujino greva začasno, za nekaj let, za nekaj časa ali drugače? No, če lahko jaz. Ja, pri nama je bilo tako, da smo šla tu, takrat sem še živela v Ljubljani in smo šla tu v kitajsko restauracijo in smo jedla, smo imela večerjo zvečer in potem sem nekaj jaz tako, veš kaj krevetila, jaz pa bi rad šel v Ameriko naslednje leto in bom delal sprejemne in tako naprej. Ona je rekla, ok, cool. Tudi je bilo to vse tako, nekako noben ni prav o tem še razmišljal in meni je takrat bilo, nisem imel dolgoročnega cilja še takrat, da bi tam ostal ali pa ne bi ostal. Meni je bilo, to bil bolj kratkoročni cilj, ok, naslednji cilj je Berkeley, pa jaz prijem tja, jaz študiram in potem, kaj se bo pa zatem zgodilo, pa potem midva ne vem, mi da si nisva planirala takrat ostati, čeprav je zdaj tako naneslo, da so že 10, za bo 11 leto za mene, kaj živiva že v Ameriki. Ampak so šla tako bolj free spirit tema, spravim, ne? Gremo tja, pa bomo pač videli, kaj se bo pol zgodilo. Ja, je pa res, da jaz, ko sem prišla tja, meni je bilo zelo všeč, jaz sem se tam takoj najdla in se mi zdi, da sem že kar nekako imela občutek, da bova midva malo dlje ostala. Predvsem zaradi tega, ker ko sem potem začela razvijati to svojo poklicno pot, sem prišla v taki poklic, ko ga mogoče v Sloveniji trenutno še ni, ne? In tudi, če bi se odločila iti nazaj, bi bilo mogoče malo težje. Jaz samo dodam, da jaz, ko sem prišel v Bosno takrat, po 2 tednih sem jaz rekel, jaz tu ne moram živeti. To je meni ta kultura, mi je čisto tuja. Zdelo se mi je, kot da priješ na Mars, na neki drugi planet, kjer je vse drugače, ljudje drugače razmišljajo, drugače živijo, drugačna kultura, tempo življenja, hrana je bila čisto drugačna. Na vse to meni res mi je bil velik šok. Mogoče tudi zaradi tega, ker nisem toliko se takrat hotel pripraviti na neko spremembo, ampak sem samo šel, kako se reče, z culico na rami, in pač bomo videli, kaj se bo zgodilo. Kasneje pa je preko najnega poklica, tako da je ona rekla, pri meni je bilo isto. Ne? Potem pa vidiš, da priložnosti začnejo prihajati, da se dogajajo stvari, da je v bistvu neomejeno nekih možnosti v najnem poklicu, katere so v Evropi ali pa drugod po svetu še mogoče ne tako razvite. In potem ti postane preko tega, ti potem postane všeč. In zato sva že tako dolgo, ne? Ker to se nadaljuje in potem, ko gledaš vsako leto vzpon svoje kariere ali pa zaton, vidiš, da skozi vseh teh 10 let se še vedno ta najna karierna pot razvija in da je vsako leto boljše, zato še vedno ostaja. Pa razmišljate še ostati oziroma se nameravate vrniti, imate že tukaj kakšnih načrtih? Ja, zaenkrat je plan, da ostanemo. Zdaj si malo postegel. Jaz mislim, da oba dva ostajava še, predvsem zaradi tega, ker mogoče moj poklic je malo bolj širok in fleksibilen. Jaz lahko tu ustvarjam kot umetnik ali pa ustvarjam v Ameriki. Jaz nisem vezan na svoje območje, medtem kot Klementina, njen poklic je zelo specifičen in kot ameriški trg, ki je največji glasbeni trg na svetu, ne, res ponuja odlično stališče za njen poklic in kot je že rekla, ona bi težko za enkrat še kje drugje delovala. Ja, mogoče kje bliže Sloveniji, ne, v Evropi, ne vem, nemški trg je recimo zelo, glasbeni trg je zelo razvit in še vedno se kar razvija, tudi Anglija ima zelo veliki glasbeni trg. Drugače pa, če še samo lahko dodam, je več ponudb dela za naju, prihaja še vedno iz tujine, ne govorim samo o Ameriki, ampak pač iz tujih glasbenem trgu je dosti več priložnosti kot pa recimo v Sloveniji. Kar je razumljivo zaradi tega, ker je slovenski glasbeni trg
v primerjavi z ostalimi manjši. Ampak sodelujete pa tudi s slovenskim glasbenim trgom, Slovenijo, z ljudmi iz Slovenije najbrž. Na katerih področjih, vi gospa Klementina, ste izdali knjigo Osnove glasbenega posla in glasbena promocija, ki je pred 2 letoma išla prav v Sloveniji, ne? Ja, to smo skupaj napisala. Jaz pretežno o glasbenem poslu, Jernej se je osredotočil na kreativo pa na družbena omrežja. To sva napisala predvsem iz razloga, ker se nama je zdelo, da pač v Sloveniji še, kljub temu, da imamo ogromno dobrih glasbenikov, trg se razvija, je še vedno dokaj mali in se nama je zdelo, da bi koristilo dati par napotkov in nasvetov, predvsem glede na to, kaj sva vse doživela v tujini. Mladi glasbeniki v Sloveniji, če že govorimo o glasbenem poslu, ne vejo prav dosti zaradi tega, ker na to temo ni nobene literature. In vsako leto od najnega študija pa do zdaj, vsako leto je veliko mladih glasbenikov piše prek socialnih medijev, maila in tako naprej, da jih zanimajo stvari, kako se to naredi, kak izdam CD, ali bi imel menedžere, ali ne bi imel menedžere, ali mora iti na turnejo, ali ne, kako se to sploh naredi. Kdo kaj dela. Kdo kaj dela in avtorski honorar, mislim, od vsega, iz celih področij, tudi študija v tujini, bi šel študirati v tujino, kako se sploh gre študirati v tujino. Najna generacija je bila izmed prvih generacij, kjer smo bili, poudarjam, prisiljeni iti študirati v tujino. Marsikdo od nas ne bi šel v tujino študirati, ampak pri nas ni bilo takrat, še danes ni študija jazza, recimo, če tako govorimo o glasbenem poslu, sploh ne govorimo, ne samo da ni literature, tudi ni nobenega predavanja kot takega, kjer bi se ti lahko udeležil. Tako da mladi željni tega znanja smo mogli iti v tujino takrat študirati. Jaz vem za sebe, kot jaz verjetno ne bi šel študirati v tujino takrat, če bi bil kje kak program v Sloveniji. In je bila Avstrija meni takrat najbolj bliža, zato sem šel v Avstrijo študirati. No, in najna generacija je bila prva, kjer smo šli in smo vse to doživeli. In ta mlajša generacija, kjer zdaj prihaja v šolski sistem in si ustvarja kariere, zdaj tile nas sprašujejo, kako in kaj in zakaj. In potem po ne vem koliko letih tega, da sva pač govorila in pomagala mladim, sva rekla, zakaj pa vidva ne bi nekaj naredila, te vprašanja, pogosta vprašanja, strla v knjigo in to pač izdala kot neko prvo slovensko literaturo za glasbenem področju. Kaj bi se po vajinem mnenju moralo spremeniti v Sloveniji, kaj bi morala Slovenija narediti, da bi se čim več mladih, ki v tujini nekako dobijo znanje, kot sta ga vidva, potem vrnili v Slovenijo? Kakšen sistem, morda študijski, šolski, sistem zaposlovanja bi morali spremeniti, da bi bila Slovenija privlačna? Mislim, kombinacija vsega. Je pa res, da je težko nuditi take priložnosti, ker je pač, tako je rekel, glasbeni trg toliko manjši, ampak se mi zdi v prvi vrsti, da bi bilo mogoče v šolskem sistemu treba par sprememb narediti, mogoče dodati kakšne predmete, ki jih trenutno ne nudijo in so v tujini kar popularni. Recimo glasbeni posel se mi zdi, da bi mogel biti del vsakega predmetnika, to recimo v Ameriki. Tudi tiste glasbeni faksi, ki tega niso imeli, so zdaj začeli uvajati, ker so videli, kako je to pomembno, da pač glasbenik biti je eno, potem pa kako to udejanjiti, kako se potem na trg, kako sploh priti na trg, je pa potem druga stvar. In ogromno glasbenikov, tudi na Berkeleyju, recimo, so bili izjemni inštrumentalisti, medtem ko niso imeli pojma o glasbenem poslu, kako registrirati svoje dela, ne vem, ko dobijo kakšno pogodbo pred sebe, ali je to dobra pogodba, ali ni, na kaj paziti, da jih do okrog ne prenese, da ne dajo avtorskega honorarja, do katerega pač so oni upravičeni. Vse te stvari so pač zelo pomembne in zdaj že večina glasbenih fakultet kot del predmetnika pač vzpostavlja ta program glasbenega posla kot obvezni del, ki ga mora študent vzeti ta predmet vsaj v
v katerem koli letniku do konca študija. Ampak to ne v Sloveniji, teh fakultet ne? Zaenkrat ne, ampak govorim pretežno o ameriških fakultetah. Recimo Berkeley je imel glasbeni posel kot, kako se reče, izbirni predmet, zdaj pa je obvezni predmet za vse glasbenike, ne samo za tiste, ki študirajo glasbeni posel. Tako da to potem mogoče malo olajšati na trgu zaposlovanja, mogoče malo manj rigidnosti, da vseeno pač se da priložnost čim večjemu številu ljudi, mogoče malo drugačni kriteriji za zaposlovanje, kot so vsaj takrat bili, ko sem jaz iskala službo. Ne vem, če še hočeš ti kaj dodati. Jaz mislim, da je problem tudi velik v Sloveniji, zaradi tega, ker se glasba smatra še vedno danes, mogoče, da se je že malo spremenilo, ampak se vedno smatra kot popoldanska dejavnost. Če greš nekam pa rečeš, da glasbenik, te vsak vpraša, razumem, ampak kaj je tvoja služba? Ne, jaz sem glasbenik. Pa te vprašajo dosti krat, pol učiš na glasbeni šoli? Ne učim na glasbeni šoli. Ja, kaj pa pol delaš? Ne? In to govori dosti krat, je priča o tem, da ne jemljemo glasbo in umetnost kot tako, kot sam poklic. In iz tega potem sledi problem vsega ostalega, ker če smatramo kot neko, mislim, je najlepši hobi tudi, ne? Ni lepšega hobija na tem svetu, kot pa se ukvarjati glasbo, ne? Ampak to potem tudi prinese, da nekako ne jemlješ resno tega poklica in zakaj bi potem v to investirali, zakaj bi potem bilo pomembno, da sploh glasbeni biznis imaš neki predmet v šolah, ne? Čeprav moram priznati, ne, vsaki glasbenik, ki se z glasbo ukvarja na svoji točki, v določenem, na točki svoje kariere, ne, se zaveda in vidi, kak je to pomembno, da je to v bistvu najpomembnejša stvar, ker če priješ do te točke, pomeni, da si odličen glasbenik, tak, ne. Ampak kako pa pol to udejaniti, da postane to tvoja karijera, ne, pa je glasbeni posel tisti, kjer ti prinese ravno to. Veliko dobrih idej, veliko istočnic sta ponudila za to, da Slovenijo naredimo še boljšo. Najlepša hvala, da sta prišla danes na ta intervju in uspešno pri vajinih poklicnih poteh. Najlepša hvala.